Bavčar je o knjigi Ljubezni brez doma Dragice Čarna takole zapisal. Pesmi, ki nosijo seboj spomin, včasih pa tudi zelo živo prisotno sanj o večnosti, so prežete s polnokrvno eksistenco izkušnje začasja. Umiranja in rojevanja so priče odsotnosti in žalovanja v sklopu pesmi Lune in dostojanstvenega, plemenitega premagovanja trpljenja. Avtorica te izjemne knjige, ki vsekakor ni prva, nastalo jih je že nekaj pred tem, je enostavno izjemna ženska, svetovljanka. In danes jo boste spoznali, saj smo jo ujeli v Sloveniji in hvaležni, da je prišla v našo družbo. O, kako lepo, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Pa tudi Hvala. vam, da me gostite, da se z mano pogovarjate. Ja, seveda, hvala, lepa. ker ste se odzvali našemu povabilu. Ja, z veseljem. Veliko stvari in veliko načinov ste našli v svojem življenju, da lahko izražate sebe, vse svoje vsebine in potenciale. Poezija, pa tudi reiki in pa energijska zdravljena, pa ples, pa potovanja, vse to ste združili in zares ste ženska, ki živi. Hvala lepa. To je pa res tako lep predgovor. Rada bi rekla, da ljubezen do česarkoli, kar sem v življenju delala, rada sem se učila jezike, v bistvu me je to odpeljalo v tujino. Zdaj sem 25 let, že živim zunaj Slovenije. Odpeljala me je ta želja biti kreativna, iz sebe nekaj narediti. Zelo mladi ste bili, ko ste odšli iz Slovenije. Je bil tisti primarni vzgib, da se osvobodite na nek način? Veste kako, v Jugoslaviji takrat nismo bili revni, ampak mene je fascinirala Italija, tujina, umetnost, jeziki, kultura, pa vendarle tudi ta duhovna svoboda, ki je takrat nisem imela. Jaz si nisem dovolila že takrat kot strašno mlada, da mi da kdorkoli plombo na glavo. Jaz sem hotela biti kreativna do vsake vsebine, nikoli ne bi mogla biti fan od nikogar. Ker sem vsako stvar, sem kritično, to rodite se s tem, kritično pretehtate, ne da ste kritikarski, ampak enostavno vse morate predelati v sebi. In ko to ponotranjite, je potem to vaše. Ljubezni brez doma se imenuje tale knjiga. Kje je vaš dom? Kje vi smatrate, katero lokacijo, katero kraj, katero državo pravzaprav kot svoj dom? Nobene več. Slovenija je še v bistvu, glede na to, da sem bila toliko let v Rimu, sem delala na univerzi, potem sem se vrnila nekaj let v Slovenijo, potem smo šli v Madrid, v diplomacijo, potem z Madrida smo šli direktno v Belgijo. Toliko vsebin, vi se, če se prilagodite, če se učite, vi se tam čutite na nek način doma, ampak hkrati izgubljate tisti pravi dom, ki ga, vse ljubezni, ki jih navlečete skozi čas, tam, kjer so ljudje, ker jih imate radi, tam ste doma. In na nek način v Sloveniji imam moje sorodnike, mojo mamo še vedno, toliko stvari, ki me vežejo na to čudovito Slovenijo, tako da če lahko rečem, da sem nekje doma, sem potem v Sloveniji v Prekmurju, tam sem se rodila, Prekmurka. Tudi sama imam rada potovanja, predvsem zaradi širine, ki mi jo potovanje nudi, ker če ostaneš zgolj v Sloveniji, nekako misliš, da je to vse, kar je, pa vendarle je povsod drugače. In tudi sicer, ko se vračam iz daljših potovanj, sem hvaležna, da se vračam, ker bolj cenim in spoštujem tiste stvari, ki jih mogoče ne vidim, ne? Na prvi pogled. Jaz pravzaprav nisem nikoli imela namena, da bi veliko potovala, ampak življenjske okoliščine, ko vi poslušate sami sebe in v bistvu živite tako, kot čutite, potem vas potegne ena stvar, pa druga vam odpre naslednja vrata, pa naslednja vam, tako tudi vse te ljubezni, ki sem jih jaz nizala, najprej do literature, do poezije, da berem v originalih, potem do Španije, Alhambra, Granada, to je zame tempelj lepote. In potem sem perfekcionirala španščino. Potem, ko pridete v Belgijo, kar naenkrat ste zgubljeni, brez francoščine in angleščine, tam niste nič, spet se učite. In potem
potegnejo, ko sem bila v Španiji, flamenko, vedno sem si želela plesati. In potem pridejo v obdobje življenja, ko si rečete, to me sreči, to me izpolnjuje. In potem si drznete, poskusite, zaplešete, ne gre, ampak vztrajate in delate. Poznam veliko ljudi, ki berejo poezijo, nekateri tudi vašo. In kaj sem ugotovila pri vseh teh ljudeh je, da imajo nekaj skupnega. In sicer vsi imajo eno tako globino v sebi. Ne poznam ljudi, ki bi bili površinski, zasvojeni s potrošništvom, pa bi vendarle brali poezijo. Njim se mogoče prej zdi to nekaj nepomembnega, raje pogledajo kakšen film ali pa serijo ali karkoli podobnega. Ljudje, ki berejo poezijo, so drugačni. Bi se strinjali? Mislim, da kdor je pesnik v duši, ko se odpira tisti transcendenci v sebi, ko gre vase, vsaka poezija, ko jo jaz napišem, je pod vame. Jaz ne pišem poezijo zaradi drugih, jaz jo pišem zaradi sebe, ker poezija zori mene, gre v mojo bit. Zjutraj, ko meditiram, jaz čisto vsak dan meditiram. Si prižgem svečko, kadilo, glasbo in ko meditiram meni, ko sem v stiku sama s sabo, meni verzi privrejo in v bistvu je to učenje mene same. Jaz si napišem verze, jih pa posvečam drugim, ne nastajajo zato, da jaz svoj ego širim, ampak nastajajo zato, da učim sebe, da modrim sebe. In tudi tisti, ki poezijo dejansko v svoji polnosti doživljajo, so res globoki ljudje. To površen bralec se dejansko pri poeziji ne zaustavi. In tudi, ko sem študirala literaturo, ponavadi tisti, ki so želeli odgovarjati na vprašanje o poeziji, nas je bilo zelo malo. Jaz ne vem, če je bilo kaj v italijanski, španski literaturi, poeziji, da se nisem lotila branja. Ja, tako me je to. Pri pisanju poezije, tudi sama kdaj kaj zapišem, pa moram reči, da se nikoli ne bi rekla, da se ne obremenjujem, oziroma moj pogled je tašen, pa me zanima, ali je ustrezen, oziroma kaj vi menite. Poezija je nekaj, kjer ni pravil, kjer samo ti si in kjer se ne zanašaš na nobene niti na rime na koncu koncev, ampak je tist šepet duše. In ravno zaradi tega ni veliko ljudi, ki so sposobni pisati poezijo, ker niso sposobni najti stika s sabo, da bi lahko to izrazili, da bi lahko ubesedili, kajti vsaka beseda je frekvenca, je vibracija, vibracije, ki zdravi. Se zelo, zelo strinjam s tem. Veliko ljudi sicer piše poezijo, glejte, tako kot čutite, da je prav, tako pišite, kot čutite. Zame je pisanje verzov v rimah tako kot obrt. Pišite tako, kot čutite. Na nič se ne ozirajte, na nobene norme, naj vam ne bo nihče vzornik. Vi ste tisti model sami sebi, ki ga boste konstantno presegali. Vse se začne pri vas in iz vas izhaja. Tako da sploh vam ni treba brati poezije, da boste ustvarjalni pri pisanju. Zato, ker kreativnost boste poiskali v sebi. Ravno v tem je čar življenja. Tako kot jaz recimo napišem, jaz ne pišem vejic, ne pišem z veliko začetnico. Z veliko začetnico napišem samo tisto, kar želim poudariti. Besede nizam v sklope, tako kot jaz začutim, kot hočem, da ritem steče. Zato, ker v bistvu svetu damo toliko, kolikor mi damo svojega. In biti kreativen je ravno to, da dajemo naš pečat temu življenju. Tako kot boste vi napisali, ne bo napisal nihče drug, kot bom jaz napisala. Če pa bomo druge posnemali, bomo pa pisati danes, tako kot je pisal Prešeren, je smešno. Pomeni vračati nas za 300 let nazaj. Mi moramo ustvarjati, tako kot ni še nihče zapisal, da bodo čez 500 let pisali, kot smo recimo mi dve pisali. Ne? In kot ste rekli, frekvenca glasu, ritma, to je zdravljenje. Ko jaz prebiram poezijo na literarnih večerih, mnogo ljudi zajoka. Mi povejo, da so se jih besede dotaknile, ker to je zvok, ker je frekvenca, ker tudi glas zdravi, ker besede zdravijo. In recimo, ko jaz imam literarni večer, je že vso skupino vizualiziram, naredim simbole reikija,
jih blagoslovim, ker mislim, da intuicija, ki govori skozi nas, je tisti najbolj pristni stik z našo dušo in moramo poslušati zgolj to. Bi bili pripravljeni nam prebrati katero izmed vaših? O, kako z veseljem. Ne bi mi mogli postaviti lepše želje, kot da vam to preberem. To je ta zbirka moja. Moj priimek je Dragica Novak Štokelj, ampak jaz sem si zamenjala ime v Čarna. Zakaj Čarna? Zato, ker smo čarovnice, vse smo čarovnice. Samo poiskati moramo to čarovnijo v sebi, v svoji duši. Včasih je bilo to tako negativno, ne? Ja. Da ti je nekdo rekel, da si čarovnica. Ja. Meni, ko danes nekdo reče, ti si čarovnica, ja, hvala lepa, To je sprejmem. strašen kompliment. Čarna, to so čari, od tu grejo čarovniki, čarovnije, čarobnost, toliko različnih izrazov za to, da smo čarobne. In jaz bom prebrala vse pesmi v slovenščini, zato ker sem to zbirko napisala v 5 jezikih. Za moje prijatelje 2/3 pesmi je v španščini, potem so v francoščini, italijanščini. Tako kot sem se jaz skozi življenje učila te jezike, tako ko sem te pesmi komu poklanjala, sem original zapisala recimo v španščini, sem ga zapisala v italijanščini. Tisto, kar je bilo za Italijane, kar je bilo za Špance, sem jaz to kar napisala lepo v španščini, sem potem pisala vzporedne pesmi v slovenščini. No, zdaj bom pa predstavila samo sebe. Jaz. Brez svoje podobe sem, a ne brez samo podobe. Brez svojega časa, a ne zunaj njega. Naj se učim iz svoje modrosti, jo prebudim, spečo princeso, da mi spregovori za vsak čas. Brez svojega sonca sem, a ne brez svetlobe. Brez svojega sveta, a ne brez zemlje. Kot ptica, nič ni mojega razen kril in hkrati vse moje, česar se dotaknem, kar vdihnem in kar živim. Nikjer nisem doma, a nisem brezdomka, kot dež, ki domuje v oblakih, dokler ga sonce ne spodi in se ne porazgubi po zemlji. Brez meja sem, le v pesem ujeta. Svetloba so moje črke in pesmi so stepe in veter, moj princ. Tu sem in tam, v začetkih in koncih, v zvezdah in zemlji, delček, celota, jaz. Wow. Lepo. Ja, to so moje pesmi, ki, kot sem rekla, jih ne pišem za publiko, vedno jih napišem zase, če se koga dotaknejo. To je prvič, da jaz recimo promoviram svoje pesmi, kajti vsem svojem življenju mi je bilo pomembno, da jih zapišem. Meni je pomembno, da jo izrazim, to, kar čutim. Če bo komu všeč, mi je drago, ne pišem pa zaradi tega, da bi bila komurkoli všečna. Ampak ta pesem, ki ste jo napisali, tako močno govori o tem, kako smo vsi eno, da nismo ločeni, da je vse to samo iluzija. In ponavadi takšne stvari, sicer ne na tako ustvarjalen način, govorijo tisti, ki so imeli obsmrtno izkušnjo, ko so že umrli in so se vrnili s tem, da bi ljudem povedali, hej, mi smo samo kapljice, morje je pa eno, mi smo del tega morja. Zanimivo je, da ponavadi imajo obsmrtne izkušnje tisti, ki so bili bolni ali so nekaj groznega pretrpeli. Poznam te stvari. Meni se je zgodilo enkrat, ko sem šla iz Medžugorja, to nisem še nikoli povedala, ko sem bila študentka, sem bila turistični vodič. Jaz sem bila v Medžugorju 85. leta, ko nihče še ni vedel za Medžugorje, recimo. Jaz sem poznala vse vice, vse vitke, posod sem bila doma. In ko smo se enkrat vračali skupino Italijanov, sem jaz tam začela čutiti pri Zadru, se mi zdi, da odhajam. Jaz sem bila stara 24 let, popolnoma zdrava, vesela, srečna. Čutila sem, da me ena energija vleče, da me vleče. Šla sem skozi tunel
in sem zagledala svetlobo luč. V bistvu sem zapustila telo. Popolnoma zdrava. In jaz sem videla sonce, svetlobo, poti, zemljo, vse sem videla, avtobusa ne in skupine. In potem sem videla podobe, svet in mi je bilo tako fascinantno, ampak jaz si nisem zavedala, da sem odšla iz telesa. Potem samo slišim, Dragica, Dragica, so kričali v italijanščini, zveljati, zveljati. In sem slišala, prebudi se, prebudi se. In sem rekla, pa kaj vam je, pa kaj kričite? In je bil za mano zdravnik v avtobusu. Je rekel, mi smo mislili, da si umrla. Se ti ni bilo srce 8 minut. Kako mi ni bilo srce 8 minut? Sem rekla, jaz sem šla na pot, jaz mene ena svetloba potegnila. Skratka, jaz sem bila takrat mlada in sem potem Ajro Pogačnikovo kasneje, ko sem jo spoznala v svojem življenju in je bila res moja največja učiteljica, duhovna učiteljica v tem življenju, ki me je seznanila s temi sporednimi svetovi, z onostranstvom, z reinkarnacijo, je rekla, veš, to si se pač odločala, po kateri poti bo šla, morala si to doživeti in si se odločila, ali bo šla v Italijo, sem potem se odločila, da grem, in rekla, odločila si se. In sem rekla, ponavadi ljudje trpijo, padajo s konja, so bolni, da imajo, grozno trpijo. Jaz sem se imela lepo, jaz sem bila popolnoma zdrava, meni ni bilo nič. Nisem bila seznanjena s tem. Ne, sej nikoli nisem povedala nikomur, jaz o tem ne govorim. Ampak zdaj, ko ste to izkušnjo teh obsmrtnih življenj povedali, ne, v bistvu se meni to zgodilo. In ne bi vedela, da je bilo to 8 minut, če mi ne bi bil je za mano v avtobusu zdravnik. Rekel, mislili smo, da si umrla. Vse kako umrla, jaz sem videla sonce, zvezde, še nikoli bolj živa. Ja, videla sem svet, videla sem univerzum, videla sem zlato svetlobo, zlato, tako kot tisti, ki aure vidijo. Tisti, ki naj bi bili popolnost, imajo zlato barvo, tako so risali svetnike. To so bili izjemni ljudje. In ljudje, ki imajo te sposobnosti, to vidijo in pridajo zdaj, naj jo pogledajo, bodo rekli, voditeljica ima zlato auro, tako kot svetniki, iz naših barv, naših energij razberejo, kdo smo in kaj smo. Kaj ti sevamo. Kaj sevamo, tako. Ne, tako da to so zanimive izkušnje in dejansko je poezija, ta stik z mano, jaz zdravim sebe. Ko plešem, zdravim sebe. V trenutku, ko moram jaz zaplesati, pozabim, kdo sem. Ko potegnem roke, ko jih je treba dati, drol, udarite z nogo ob tla, prekanalizirate vse tisto, kar je odveč v vas. Vsak ima svoj način. Eni bodo šli v naravo, drugi bomo šli plesati, enim bomo še pisali zdraven. V bistvu je to zorenje in učenje nas samih. Sami sebi smo vedno najboljši učitelji. Ustvarjalnost, kreativnost, vse je tako za levo možgansko polovico, cel šolski sistem in vse, in cel sistem nasploh in potrebujemo to še kako. Intuicijo, da se poslušamo. Se ni intuicije, če te niste usklajeni leva in desna možganska polovica. Najlepša hvala za vse, kar ste podali, hvala za prebrano pesem in hvala tudi za knjigo. Zares je bilo to lepo presenečenje, ki ga nisem pričakovala. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, ne boste verjeli, knjigo mi je prinesla Marija Ana Kolman in zares sem hvaležna tudi njej, da me je povezala z gospo Dragico Čarna in z vsemi modrostmi, ki so tukaj notri. Toplo priporočam. Še kakšna informacija pa tudi na spletni strani www.klepetobkavi.si.